Apiterapevtka Nina svetuje. In Nina, že v naši družbi. Nina, lepo pozdravljena. En lep dober dan. Seveda lep dober dan tudi vam, ki ste že z nami in prav gotovo tudi z nestrpnostjo čakate, kaj bo Nina povedala o uporabi medu. In za začetek današnjega pogovora sva se dogovorila, da bi povedala nekaj receptov z medom, aktualnih za ta čas. Saj vemo, gripa na pohodu, po ozdravitvi, trdovraten kašelj, ki nas spremlja še mesec ali pa več. In ravno z medom in z določenimi rastlinami se da marsikaj narediti, tudi ublažiti ta trdovratni kašelj. Spomnil sem se na hren, na črno redkev, ki se uporablja, seveda tudi v kombinaciji z medom. Nina, kaj nam na začetku priporočaš, kaj lahko s pridom uporabimo poleg medu? Vsekakor hvala za to vprašanje. Drži, v tem času še vedno vztrajajo številne viroze. Še posebej letos se mi zdi, da kar ne minejo, še potem, ko nekako naj ne bi bili več kužni, se še čisti ven iz nas, še ogromno nekih snovi skozi kašelj, kihanje in tako naprej. In zagotovo je to v bistvu obdobje, ko si še vedno vsekakor dobrodošlo pomagati, da to kar se da lahkotno in čim hitreje premostimo. Mogoče bi začela z sonaravnim pristopom. Da je najbolje koristiti vedno stvari, ki so na voljo v naravi, takrat, ko so na voljo v naravi, se pravi sezonsko. In glede na to, da, kot ste povedali, da redkev se še najde v vrtu, vsekakor je sveža, je ni boljše shrambe čez zimo kot zemlja. Zato je priporočljivo res, da si pomagamo na tak način, da jo naribamo in prelijemo z medom. Priporočljivo je, da pustimo vsaj nekaj dni. Če sem povsem iskrena, jaz običajno ne zdržim nekaj dni, že naslednji dan začnem z uživanjem tega pripravka, ampak lahko seveda porabljamo, dokler se v polnosti ne porabi. Kaj se zgodi, ko naribano redkev, črno redkev, prelijemo z medom? Zgodi se ta osmoza oziroma higroskopičnost medu, ki posrka vso tekočino in jo sprosti in ustvari tak sirup. Tukaj je potem stvar okusa, a ne? Nekateri precedijo po določenem času in zaužijejo samo sirup. Jaz pa sem med tistimi, ki zaužije vedno vse. To pomeni, da tudi koščke, ki plavajo v tekočini. Morda bi bil lahko še en drug način, da se ta naribana redkev, če jo precedimo, ustavi potem še v poparek in lahko uporabljamo tudi v obliki čaja. Sicer ni tako uspešno, kot če je surovo, zaradi tega, ker je prelito z vročino, ampak je pa vsekakor tudi blagodejno. Jaz bi priporočila, da se takega sirupa zaužije tako po žlički za otroke in po veliki jušni žlici za odrasle, najmanj 5-krat na dan, dokler ni tako izboljšanje, da nas ne draži več v grlu in nosni sluznici, dokler se nekako ne počutimo pretočne in da zlahka dihamo. Lepo! Prav gotovo bodo naše poslušalke, poslušalci s pridom uporabili kakšen recept in pa seveda si pomagali pri, kot smo dejali, trdovratnem kašlju, ki spremlja vse te spomladanske nadloge. Pa morda malo pauze, predno greva na tiste dogovorjene teme za danes, kajti
apiterapija je ena takšna veda, ki je zelo živa. Tako je. Slediti moraš vsem raziskavam, dognanjem dnevno, da si na tekočem. O tem bova govorila tudi o učnem čebelnjaku, kar veliko imamo še zapovedati, zato se nam pridružite po tejle skladbi, ki jo bomo zavrteli. Apiterapevtka Nina svetuje. Nina, pa greva lepo po vrsti. Učni čebelnjak, vemo, kaj je čebelnjak, tudi predstavljamo si, da je učni, ljudje prihajajo tja, se učijo, ampak učni čebelnjak je, kaj lahko rečeva, tako se imenuje? V bistvu projekt. Projekt, tako je. So tudi kočevarji udeleženi v tem, ali vi sedaj delate promocijo okoli tega učnega čebelnjaka po Sloveniji? V bistvu je učni čebelnjak mednarodni projekt, Erasmus Plus projekt, v katerem sodeluje Zavod za razvoj empatije in ustvarjalnosti Enea kot nosilec API pedagogike in pa 2 srednji šoli. Ena je gimnazija Celje Center iz Celja, druga pa je Leonardo da Vinci Ripamonti, srednja šola iz Italije v mestu Como. Zanimiva tema se mi je zdela pa danes to zato, ker v bistvu tukaj uporabljamo učni čebelnjak v bolj prenesenem smislu. Se pravi, ne tako kot 3 učne čebelnjake, ki jih imamo v Kočevskem čebelarskem društvu, temveč kot v bistvu bolj pojem kot nek čebelnjak ljudi, kjer v bistvu mlade srednješolce usmerjamo za razvijanje državljanske zavesti, se pravi kolektivnega razmišljanja, kritičnega razmišljanja, za preprečevanje medvrstniškega nasilja je to, za dvig solidarnosti in sodelovanja. Se pravi, predvsem za te socialne veščine in čebelnjak. Zakaj? Zato, ker čebele so med najbolj vrhunsko usposobljenimi biti na planetu, ki socialno življenje res vrhunsko obvladajo. Se pravi, krepiti vrednote, vse te naštete vrednote preko API pedagogike. Drži. To pomeni, da razpravljamo o različnih oblikah demokracije, obravnavamo čebeljo demokracijo, jo postavimo na prizmo človeški demokraciji, različnim človeškim demokracijam pravzaprav, primerjamo z nami, obravnavamo vidik individualizma in kolektivnega duha in ali je možno, da katerikoli od teh 2 pojmov privede do kakšnih nehumanih skrajnosti. V bistvu, mogoče, če dam en čisto konkreten primer, bolj kot to, da recimo, ko razpravljamo z mladimi in ko imajo nalogo razmišljati in postavljati aktivnosti na to temo za svoje sošolce, za sovrstnike, je sicer lahko zanimivo dejstvo, da čebelja matica zaleže približno 2000 jajčec na dan. Ampak v našem projektu, ko se osredotočamo predvsem na sobivanje z naravo in drug z drugim, je pa veliko bolj pomemben vidik, ki ga je treba pretresti, in to je dejstvo, da sicer je zanimivo, da zalega tako veliko jajčec na dan, ampak nas pa gane to, da če neha, jo ubijajo. Skratka, te demokracije, te skrajnosti, kako radikalno in kako neradikalno ukrepati in reševati probleme, izzive, kako se soočati z odraščanjem, z gradnjo sebe in kaj želim postati. V bistvu tukaj se učimo od narave in ugotavljamo, kje civiliziran pristop odstopa od tistega, kar se nam zdi danes mogoče malce tudi neizprosno. Zanimivo.
zanimivo. In je ta preko tega Erasmusa, koliko časa poteka? To je 2-letni projekt. Se je začel letos? Ali Lansko leto. Začel se je lansko leto v Kočevju. Uvodno brenčanje smo poimenovali to prvo srečanje koordinatorjev projekta. Organizirali smo ga v Kočevju in zaradi samega namena in vsebine dogodka smo dejansko bili tudi počaščeni z pokroviteljstvom Evropskega parlamenta. Tako da dogodek, ki se je tam začel v Kočevju, je bil prav zelo odmeven in prepoznav na najvišji demokratični inštanci na svetu, v Evropi, pardon. In se že pripravlja tudi strokovno gradivo, kjer so lahko priporočila in sveže ideje v bistvu, ki bodo imele trajni učinek potem tudi na ostale šole in bodo lahko uporabljene tudi širše. Zanimivo pa s takšnimi projekti potem vi prihajate v šolo, vabite tudi druge, da se priključijo tem projektom? Ja, vsekakor je API pedagogika program, ki se izvaja v šolah in so vedno dobrodošli tudi novi sodelujoči. Sodeluje se preko mreže API vrtcev in šol API Sretis, ki bazira v Kočevju. In v bistvu z API terapijo, morda da še tukaj izpostavim, je povezava pa skozi aktivnosti, ki se jih lahko izvaja s pomočjo čebeljih pridelkov. Zato pa je potrebno sodelovanje z ustreznimi strokovnjaki, se pravi API terapevti, ki so usposobljeni za program API pedagogike, ki imajo to nadgradnjo pedagoško po tem programu. V bistvu imajo vsa potrebna znanja, kako čebelje pridelke v vprašanja človekovih pravic umeščati. Kakšen je odziv ljudi, pravzaprav pedagogov, na te projekte? Po naših izkušnjah v bistvu je odziv pozitiven. Mogoče bi bilo koristno več promocije, več širjenja informacije o teh priložnostih, se pa zagotovo razvoj dogaja tudi na tem področju. Lahko s ponosom povem, da tisti, ki program spoznajo, ga zelo začutijo in predvsem je lepa stvar ta, da jo lahko pozitivno uporabljajo ne samo v svojem kariernem in strokovnem delu, temveč tudi v domačem okolju, ker so marsikatera znanja sploh iz področja API terapije, se pravi uporabe čebeljih pridelkov, so zelo koristna. To vemo vsi, čedalje več se govori o API terapijah. Predlagam, da si ponovno zavrtimo nekaj glasbe in po glasbi nadaljujemo z današnjim klepetom. API terapevtka Nina svetuje. Nina je še vedno z nami, še vedno pripravljena svetovati. Nina, pri teh projektih, seveda vemo, projekti so dragi. Kdo pa je tisti osrednji partner? V Sloveniji vemo, da v Italiji sicer sta ta dva projekta povezana med seboj, partner sam tisti, ki le nosi. Ja, v bistvu tako je. Gre za en projekt. EduHive ali učni čebeljak je projekt 3 partnerjev. Nosilec API pedagogike je tukaj Zavod Enea z bazo v Kočevju. Eden od partnerjev je tudi šola iz Koma v Italiji. Vodilni partner in koordinator pa je gimnazija Celje Center. Oni so pa institucija, ki v bistvu uvaja API pedagogiko v svoje delo, tako kot šola tudi v Italiji.
in koordinirajo in vodijo vse. Glavna koordinatorka projekta je tako Metka Kranjc-Sevšek iz Gimnazije Celje Center, ki je tudi učiteljica pedagogike za predšolski program. Morda še eno vprašanje, kar se tiče tega projekta. Dijaki, kako dijaki sprejemajo, če lahko tako rečem, cel ta projekt? Kako se njim zdi vse te izkušnje pri delu v tem projektu? Imate že kakšne njihove mnenje v tem letu dni? Ja, v bistvu neke prve vtise smo že dobili. Dobili smo kar nekaj zanimanj za sodelovanje v projektu. Dijaki so že v bistvu realizirali, so že pripravili tiste aktivnosti, ki so jim bile naložene. To pomeni, da so pripravili določene delavnice. Tako v Italiji kot v Sloveniji. Lahko se pohvalim, da v Sloveniji malček vodimo. Smo naredili več. Tukaj gre vsekakor vse pohvale mentoricam, učiteljicam, ki delajo z temi dijaki. In se zdaj že intenzivno pripravljajo obe skupini v projekt vključenih dijakov, tako v Italiji kot Sloveniji, na srečanje v Italiji, ki bo sredi tega marca, ko bomo v bistvu vrnili obisk in tokrat z dijaki prišli k njim in bodo skupaj v bistvu se medkulturno povezovali, izmenjali, kaj so pripravili. Majčkeno bomo preizkusili, kako jim gre, in se pripravili tudi na dve pomembni točki. Prva je, medčloveške pravice se tukaj, ki jih mi obravnavamo, se vsekakor umešča tudi intelektualna lastnina. In dijaki, ki pripravljajo določene strokovne vsebine, so nosilci teh svojih pravic. Tako da bomo v bistvu nekako gradili ta spoštovanje in razvijanje tega odnosa. Dobili bodo priložnost za kot prvo odskočno desko morda za svoj razvoj na poti, na svoji profesionalni življenjski poti, in pripravljali se bomo tudi intenzivno na mednarodno konferenco API Pedagogika 2025, ki bo potekala preko spleta in na kateri bodo tudi dijaki predstavili že svoje delo. Zanimivo. Veliko stvari se dogaja okoli API Pedagogike. Še eno stvar sem zasledil, dve angleški besedi, Beyond Mushroom. Tako je, Beyond Mushroom. Kaj to pomeni? To je en nov biserček, malo šaljivo govorim, da to je še en nov projekt, ki se začenja v Kočevju, na našem območju, v sodelovanju z Lasom, našim tukaj lokalnim. Sodeluje kar nekaj partnerjev. Tu je Gobnjak, Zavod za razvoj empatije in ustvarjalnosti Eneja, potem lokalna nosilka dejavnosti kmetijstva, osnovna šola Obrinži in čebelarsko društvo Kočevje. Tukaj v bistvu je tudi predvsem apiterapija pomemben del prve faze projekta, ker bomo reševali izzive povečevanja in izboljšanja ponudbe na področju zdravega in aktivnega življenjskega sloga, krepili znanje, spretnosti in podjetnost. Skušali bomo dvigati kakovost življenja za različne skupine prebivalstva. Ob tem bomo varovali in ohranjali naravo, okolje, krepili lokalno samooskrbno in predvsem ohranjanje in predstavljali kulturno dediščino in mogoče vplivali tudi na boljšo ponudbo na področju trajnostnega turizma. Ena od stvari, v katerih del sem tudi jaz, recimo, je razvijanje novih produktov. Iz medu. Tako je, produkti vključujejo tudi čebelje pridelke. Zdaj, ker je stvar v razvoju več kot nekih osnovnih informacij, ne morem, točne recepture še ne bom razkrivala, ker je še stvar razvoja.
Je pa vsekakor zanimiva stvar, da je Kočevje budno na tem področju, da so vključeni tudi kočevski čebelarji in da stremimo k koristi za človeka in za čebele. To so zelo zanimive stvari, Nina, vsaj kar se tiče seveda tudi našega področja trajnosti, kateremu smo se zavezali prav vsi, tako da mislim, da imate, kar se tega tiče v Kočevju, res en, če lahko tako rečem, naboj, tak naboj, za katerega sem prepričan, da bo uspešno izstreljen tja, kjer more biti in seveda prinesel vse tisto, za kar se takšni projekti nasploh uporabljajo z ciljem ozaveščanja mladih, kar je tudi zelo priporočljivo, kajti imam občutek, da so mladi dostikrat kar nekako izgubljeni, posebno vsem tem množici informacij, ki pa jih brez odraslih in pa še koga drugega zraven mladi ne znajo uporabiti. Dostikrat nekako so prepuščeni sami sebi, da je potem na koncu človeka, ne vem, kar strah, kaj se bo dogajalo s to našo mladino. To vemo vsi, da je potrebno na tem področju res še veliko dela z mladimi, kajti ne moremo mlade prepuščati samim sebi, ne da bi bili sami tisti, ki stopimo naprej in mladim pokažemo, da se da. Da ni samo življenje od danes do jutri tisto, ampak da mora življenje imeti neke cilje pred seboj, dosegati cilje, pa seveda je naša dolžnost mladim pomagati. Mladi so izredno dovzetni za takšne stvari, samo je pa potrebno jih spodbujati. Absolutno. In mičkam se spomniti pri tem, da ni vedno prav vrednotenje samo po učinkih, kar je dan današnji nekako postalo v ospredju. Veliko poudarka mora biti spet in vedno znova in ponovno na vrednotah, na medsebojni zanesljivosti, na skupaj preživetem času in razumevanju tega, da že odrasli včasih imamo lahko izziv kritičnega vrednotenja nekih informacij, ki so povsod na voljo, mlajši in otroci pa te moči enostavno ne morejo imeti, dokler nimajo določene izobrazbe, določenih izkušenj. Tako da marsikaj kroži tudi po internetu, pa je vseeno dobro majčkeno preveriti informacijo, preden se vzame kot zagotovo. Kot tista informacija, ki naj bi bila točna in naj bi držala, seveda je, tako kot sva ugotovila, potrebno mlade motivirati. In to, kaj je lepšega kot motivacija iz narave, iz vsega tistega, kar nas obkroža. Veliko se za svoje življenje lahko naučimo ravno v naravi. Tako je, ja. Tako, mi pa smo pač ljudje nove dobe, ki skozi tole življenje drvimo, zelo je moderna Formula 1, se veš, to je hitrost, vsak gleda samo naprej, ni časa se ustaviti, stopiti z te formule, pa se ozreti tudi okoli sebe. Nina, počnete, lahko rečem, revolucionarne stvari. Prepričan sem, da bo vsaj del tega, kar počnete, padel na plodna tla in da bodo rezultati v bodoče vidni tudi o uporabi API pedagogike v vsakdanjem življenju, še posebno življenju mladih. Hvala lepa. Še naprej uspešno delo, Nina, vam, drage moje.
hvala za pozornost in seveda do slišanja prvi četrtek v mesecu aprilu. Apiterapevtka Nina svetuje.